Ena ženska, napadena strani 400 moških v središču Lahora. Kaj bi lahko bilo bolj šokantno in barbarsko od tega? In vse to se je zgodilo na dan neodvisnosti Pakistana. Stalno omenjaš Pakistan kot primer, da so morda kulturno manj vredni. Nočem ti polagati besed v usta v primerjavi z drugimi kulturami, kot je na primer Francija. Rekel bi, da je britanska kultura zagotovo boljša od pakistanske. Ja. Ne zameri, mi smo vaši gostje. Ne vem, nočem te užaliti. Kaj pa ona? Ali ni tudi ona tvoja gostja? Ja, tudi ona. V redu, ampak postanem zelo me sram, ko govorim z damami. Ta posnetek je bil posnet v Pakistanu in prikazuje tiktokerko, ki jo je napadlo več kot 400 pakistanskih moških. In mislim, da nam to pove dobesedno vse, kar moramo vedeti. Ker trenutno se vsi sprašujejo, kaj se dogaja s temi združbami za spolno izkoriščanje v Združenem kraljestvu in kako je to sploh mogoče. No, sem si mislila, zakaj ne bi malo podrobneje raziskali pakistanske kulture, da bi razumeli, kakšne so pravzaprav taktike in kako delujejo. Prišli smo do točke, ko je bilo 250 tisoč deklet sistematično posiljenih po celotnem Združenem kraljestvu. Izkazalo se je, da to ni naključje. To dejansko zelo učinkovito izvaja kultura, ki v to verjame. Poglejmo si. V Pakistanu so se pojavili šokantni posnetki, na katerih je bila vplivnica na družbenih omrežjih napadena strani več kot 400 moških. To se je zgodilo v središču Lahoreja. Zdaj so jo nasilneži vrgli v zrak, ji strgali oblačila, ker je snemala video. To se je ironično zgodilo na pakistanski dan neodvisnosti. Nazaj. Ena ženska, napadena strani 400 moških v središču Lahoreja. Kaj bi lahko bilo bolj šokantno in barbarsko od tega? In vse to se dogaja na pakistanski dan neodvisnosti. Nezaščitena ženska, zvezdica TikToka je bila potiskana, otipavana, pretepana in dvignjena v zrak strani pohotne množice 400 ljudi. Dogodek so celo snemali, tisti, ki so stali ob strani in opazovali, kako se vse skupaj odvija. Ta gnusen zločin se je zgodil v bližini zgodovinskega Minare Pakistan v Great Iqbal parku v Lahoreju. Ženska in njenih 6 prijateljev je bilo tam, da bi posneli video za praznovanje dneva neodvisnosti. Medtem ko so snemali video, so se nekateri moški približali zvezdnici TikToka in jo začeli napadati. Kmalu so se pridružili vsi moški, ki so bili tam prisotni. Kar je grozljivo je to, da niti en moški med stotinami ni priskočil ženski na pomoč. Ženski je na koncu uspelo pobegniti iz rok množice in pobegniti. Mislim, da se moramo vprašati, zakaj ni niti ena oseba poskušala pomagati nedolžni ženski? Ker vi vemo, da so moški ustvarjeni za to, da poskušajo braniti svoje ženske, kaj ne? Ampak ne v pakistanski kulturi. Tam verjamejo, da bi morale biti ženske, ne vem, nekoliko drugače obravnavane. Poglejmo si ta video, ki je postal izjemno viralen. To je moja žena. Žena? Da, gospod. Ne izgleda tako kot tvoja žena. Kaj je to? Maša, mislim, da je to moja tako zdrava. Tako prijazna, tako zdrava, ena v redu. To je tako. Zdrava, kaj misliš? In to je, ona je manj zdrava kot ti. Kaj? Jaz sem... Deklo. Črna hiša, manj, ne preveč, manj. V redu. Manj, v redu. Ampak kaj misliš, no, to zdravo pomeni debela? Ne, prosim, če rečeš, to bo razočarana. Zakaj bo razočarana? Zdravo pomeni debela. Predebela. Ne, prosim, ne zameri. To ni dobro paštunsko gostoljubje. Da, gospod. Ne, odlična gostoljubnost. Imamo odlično gostoljubnost. Medtem ko vam povemo, da ne bi smeli biti s to žensko, ker je bolj debela od vas. Mislim, poleg tega, da je to nekoliko čudna stvar za reči, bi morda lahko mislili, da je to kulturno normalno, da ljudi opisujemo kot bolj ali manj debele. Vendar pa želim, da pomislite na to dejstvo. Vsi ti moški, ki sedijo, se smejijo, se pogovarjajo o tem s tem moškim. Sedijo poleg žene. To ni pogovor, ki bi se dogajal s to žensko nekje drugje, iz spoštovanja. Veste, mislimo, da je tako. Ne. Nima nobenega problema, da jo zasmehujejo in ponižujejo medtem, ko sedi tam. In to te res pripravi do razmišljanja, kako ravnajo s svojimi ženskami. Mislim, da je tako. Kaj je? Mislim, da ni tako. Zakaj? Ker tega ne moreš reči. To ni lepo. Ne, to je splošno, to je splošni pogovor, ni tako. Ne, to je nesramno. Kdo? Kaj? To je nesramno. Ne, ja. Zakaj bi bilo to nesramno? Zakaj bi bilo nesramno? Zakaj bi bilo nesramno, če bi ti povedala, da si se poročila pod svojim nivojem? Zakaj bi bilo to nesramno, punce? Da, gospod. Zakaj ste bili zaradi tega vznemirjeni?
Ne moreš tega reči. Ne, ja, govorim s tabo. Ne, brat. Govorim s tabo. Ona ni pomembna. Ona je samo neka. Kdo koga briga? Kaj? Zakaj bi ji prizadela čustva? Govorim s tabo. Če govorim z drugim moškim, potem ženska res ni tako pomembna, kaj ne? Ne zameri, saj smo tvoji gostje. Ne vem, nočem te užaliti. Kaj pa ona? Ali ni tudi ona tvoja gostja? Ja, tudi ona. V redu. Ampak občutim sram, ko govorim z damami. Zato me je sram. Ja, ne morem govoriti. V našem narodu je tako, da se ljudje sramujejo, ko govorijo z damami ali dekleti. Sram jih je, ko govorijo. Zakaj bi torej govorili? Mislim, lahko bi počeli druge stvari, ki so manj sramotne, kot naprimer razgaljanje ali urejanje njihovega videza. Moral bi spoštovati. Jaz jo ne spoštujem. Ja, zato ne moreš reči tega, kar si rekel. Ja. Ker to drži. Mislim, da ste razumeli bistvo. Ampak veste, kaj je zanimivo pri tem? Naslednji video. Prav? Ker smo se spraševali, kako je to? Kako to, da moške tako obravnavajo? Ali pa je morda normalno, da so ženske v Pakistanu tako obravnavane? Poglejmo, kaj se zgodi, ko ta žena izve, da je njen mož, očitno pakistanski moški, poskušal posiliti 13-letnico. Je bil to poskus? Ja, poskušal je posiliti 13-letno deklico. Kako se bo odzvala? Imate kakšna dekleta? Da, gospa. Koliko so stare? 4 leta stara. 4 leta stara. Zakaj to počnete, če imate sami 4-letnega otroka? Zelo mi je žal. Zelo mi je žal, gospod. Vem, zelo mi je žal. Zelo mi je žal. Oprostite. Poklicati bomo morali policijo. V redu. Ja, zelo mi je žal. Pokličite policijo. Morda se pretvarjam. Sem moški, lahko vas to vprašamo. Pokličite policijo zame, prosim. Torej, očitno ta moški kliče svojo ženo, ker so te ljudje, ne vem kdo so, prišli do njega in rekli, poskušali ste posiliti 13-letno dekle in ona ne more, imate otroke, vas ni sram. On reče, zelo mi je žal, oni pa, to ni dovolj, torej gre po svojo ženo. Zakaj bi šel po svojo ženo? Mislim, ne vem za vas, ampak če bi posiljevali majhna dekleta, bi to verjetno skrili pred svojo žensko, kaj ne? Ja, pravzaprav, torej, nisem zadovoljen. Nažalost sem za Angleže. Znam angleško. Oprostite. Kam greš? Tukaj sem. Kam greš? Moje ime je Catherine. Povedal bom, da bomo poklicali policijo. On bo areteran. Ti, Anglež. Danes ga bojo aretirali. Bilivi, jaz sem tukaj žena. Si njegova žena? Ja, ampak je povzročil veliko težav. Jaz sem tukaj žena. Vse imam v sebi, zdaj si ti zunaj. Moje zagotovilo, prav? Ne morem poslušati. Policija me bo odpeljala. Policija je za tabo. Vprašal te bom v komentarjih. Torej, za tiste, ki ne razumete, njen odgovor je, da ni vedel, da je to nezakonito. Prosim, obljubim, da tega nikoli več ne bo naredil. Ne kaj? Moj mož je posilil majhno deklico? O čem govoriš? Ne, njen odgovor je, nisem vedela, da je to nezakonito. Kar te privede do spoznanja, da je to morda globoko zakoreninjeno v kulturi vseh teh žensk, kjer dejansko mislijo, da je to popolnoma v redu. Zdaj, da ni vedel, da je to pravna zadeva, je tudi ena od stvari, ki jih te ljudje radi poudarjajo. Poglejmo tega moškega. Poslušaj me. Kako ti je ime? Taleb. Tukaj si, da se srečaš z 12-letnim otrokom. Da bi potencialno posilil 12-letnega otroka. Veš, kaj je posilstvo? Ne veš, kaj je posilstvo. Kaj namerava narediti s to 12-letnico, poglej me? Kakšna je zakonska starost za privolitev v Združenem kraljestvu? Tukaj si nov. Prišel je sem pred 10 dnevi. Torej je ta fant v Angliji šele 10 dni in že poskuša spoznati 12-letno angleško deklico. Ampak nisem vedela, kako to deluje. Zdi se, da je to nekakšen ponavljajoč se izgovor. Nismo vedeli, da je to nezakonito. Edini razlog, da ne bi vedeli, da je to nezakonito, je, da ali lažejo, ali pa to v njihovi državi ni nezakonito in je popolnoma običajno, ali pa so jim sistematične tolpe za spolno izkoriščanje otrok v njihovi okolici povedale, da je to popolnoma sprejemljivo in naj kar naredijo. Vse 3 možnosti so problematične, izjemno, zelo.
In na podlagi vsega tega bomo zdaj gledali ta video od Connie Shaw, ki razpravlja s Pakistancem. Ker iz nekega razloga, glede na to, kako ravnajo z ženskami, kako ravnajo s svojimi ženami, kako jim je udobno govoriti na tak način, kako jim je udobno z zlorabljanjem in izkoriščanjem majhnih otrok, ter kako jim je udobno lagati ali se pretvarjati, da nimajo pojma. Oglejmo si ta video s tem v mislih. Stalno omenjaš Pakistan kot nekakšno točko, kjer naj bi bili kulturno manj vredni. Nočem ti polagati besede v usta, ampak v primerjavi z drugimi kulturami, kot je na primer Frankfurt. Pravim, da je britanska kultura zagotovo boljša od pakistanske kulture. Ja. V redu, prav. Katere posebne dele pakistanske kulture pa smatraš za manj vredne? Rekla bi, da so to kazni za bogokletje. Čudni del pakistanske kulture. V Pakistanu so ljudje usmrčeni zaradi bogokletja. Vem, da Ahmadija muslimani trpijo zaradi državnega preganjanja. To ni pakistanski islam, to je bolj kot pakistanska državnost. No, to se dogaja v Pakistanu. Torej, če bo veliko ljudi iz Pakistana prišlo v to državo, se bo to začelo dogajati tudi tukaj. In to se je zgodilo leta 2016, ko je musliman iz Bradforda prevozil celo pot do Glasgowa, da bi ubil ahmadijskega muslimana, čeprav je bil tudi sam musliman zaradi tega, kar je menil, da je bogokletstvo. To je primer. Ampak misliš, da je to posplošen pogled na Pakistance in pakistansko kulturo, ali pa meniš, da to velja za večino? No, stvari, ki jih vidimo v tej državi, ko pogledamo določene zločine, na primer tolpe za spolno izkoriščanje, je dejstvo, da so pakistanski moški v tem nesorazmerno zastopani. In to je zelo žalostno. Ampak to je vendarle določeno področje, kaj ne? No, vemo, da se je ta zločin zgodil v vsaj 50 mestih in krajih po vsem Združenem kraljestvu. Priseljevanje iz Pakistana je povzročilo veliko težav v tej državi. To ne pomeni, da je vsak pakistanski posameznik ali potomci Pakistancev, ki so prišli sem, povzročil težave. Ampak tam, kjer imamo velike težave z etničnimi enklavami, na primer v Bradfordu, poroke med bratanci, to je eden od razlogov, zakaj so lahko delovale tolpe za spolno izkoriščanje, ker je bilo med ljudmi, ki so posiljevali dekleta, sorodstvo. Veliko jih je bilo bratov, bratrancev in zaradi premenske narave družinskega modela v Pakistanu, zaradi porok med bratranci. To je pomenilo, da so bile vezi med družinami izjemno močne, česar pri nas v Britaniji in večini Zahoda nimamo, ker so bile poroke med bratranci že zdavnaj prepovedane. O tem še niste govorili s Pakistancem. Osebno nisem, sem pa veliko raziskovala o združbah za spolno izkoriščanje in poskušala razumeti ter prisluhniti dvema strokovnjakoma na tem področju. V kateri drugi kulturi si lahko predstavljate, da bi v velikem obsegu skupaj s svojimi bratanci, brati ali celo očetom posiljevali mlada dekleta? Očitno. Zaradi te določene kulture imamo zdaj v tej državi težave kot posledico množičnih migracij iz te kulture. Ko govorimo o tem, da je multikulturalizem problem, veliko kulturnih težav, ki jih vidimo v tej državi kot posledico množičnih migracij, prihaja iz muslimanskih držav. Priseljevanje v to državo je resnično spremenilo način delovanja naše policije. Na primer, način delovanja pravosodnega sistema, način, kako lahko ljudje na delovnem mestu govorijo ali ne govorijo določenih stvari. Resnično je spremenilo našo kulturo do te mere, da imamo državno tožilstvo, ki poskuša preganjati ljudi zaradi žaljene institucije islama, ali poslance v parlamentu, ki pozivajo k temu, da bi bilo oskrunjenje svetih knjig nezakonito. In našega predsednika vlade, ki se s tem strinja. Mislim, toliko primerov vidimo vsak dan pri organizaciji Free Speech Union o vplivu islamskih zakonov o bogokletju, ki jih uvaja Bagdad in ki resnično vplivajo na našo državo. In to se ne bi dogajalo brez množičnih migracij. Mislim, da to kar dobro povzame vse, kar imamo povedati o tej temi. Kaj misliš? Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.